Pozdravljeni. No, pa jo imam. Glejte, ko imajo čakre žurte novo knjigo. Tako, če bi mi nekdo rekel pred 10 leti, da bom napisala 4 knjige, bi rekla, z katerega planeta si pa ti padel. Nekoč mi je ena gospa rekla, medije, je rekla, da bom postala strokovnjak za prehrano. To jaz ne morem biti. Pač jaz vem toliko o vitaminih, toliko, da lahko prodam vitamine. In da bi mi nekdo takrat rekel, da bom napisala 4 knjige, ne. Toliko sem vesela, glejte, toliko, da si ogledate. Zelena, oranžno-rumena, vijolična in belo-rumena, belo-zlata. V glavnem, ta zadnja, ko imajo čakre žur. Če zdaj, kaj naj ta prvo začnemo? Kaj karte govorijo o tej knjigi? Kaj je tisto njeno sporočilo? No, sem šla vse zračunati, seveda tudi numerološko, glede na to, da danes smo 12. 12, se pravi trojka je povezovanje, trojka je nadgradnja, trojka je, veste, tudi stol, ki ima 3 noge, a ne, že stoji. In zanimivo, skupno datum pa pride, se pravi, če se štejemo 12. 4. 2022, pa pride številka 4. In številka 4 je angelsko število, se pravi, nosi sporočila. Hkrati pa štirica v numerologiji, kakor jo jaz razumem, je število, ki ti nudi, da v samoti reši svoje probleme. In danes, ko sem razmišljala, sem rekla, se pravi, čakre, se pravi, ko imajo čakre žur, ta knjiga bo ljudem pomagala, da bojo naredili premike naprej, nadgradnjo in hkrati, da bojo v samoti rešili svoje težave. No in vsaka stvar je prav. To je vodič. A pogledamo še karte najprej. Prehod v novo dobo, stvarstvo. Kakšno sporočilo je za vse nas, ali pa mogoče bolj za vas, ki boste brali knjigo, ko imajo čakre žur? Kaj je tisto najbolj pomembno sporočilo, ki ga nosi stvarstvo za vas skozi knjigo? Zdaj mogoče rečete, Minka, glejte, verjemite mi, da boste delali nadgradnjo. Jaz sem jo absolutno pri sebi naredila, zaradi tega, ker vem, da je to priročnik, ki vam bo pomagal narediti res notranje premike. Ne zunanje, ampak notranje. Glejte, dokler se jaz ne zavedam te svoje vrednosti ali pa dokler imam občutek, da nisem dovolj, bom mogoče tekmovala z nekom, mogoče sem mu želela dokazati, mogoče rabim dober avto, da rečem, jaz pa imam. Mogoče, ne vem, rabim drage obleke ali torbice, če sem zasvojena recimo z nakupovanjem ali z čimerkoli drugim, se pravi, da imam veliko težave s prvo, drugo in tretjo čakro. No, da vidimo, stvarstvo, še tukaj imam Ušatove karte, kaj je tisto sporočilo, ki ga nosi, ki je pomembno za ljudi. Zdravljenje, angel in naslednji korak. Itak. Zdravljenje notranjosti. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. Dejansko skozi knjigo, ko imajo čakre žur, bo vstopil v vašo dušo notranji mir. Seveda, ker boste počistili svojo podzavest in ko boste počistili svojo podzavest, enostavno vaša energija bo zažarela. Mogoče tega vi ne boste opazili, ampak nekdo drug bo opazil, bo rekel, pa kaj je s tabo narobe? A veš, da si drugačna? A veš, da si drugačen? Nekaj se dogaja. A si zaljubljen? Ja, mogoče celo to. Ampak, veste, ko ščistimo vse, pijavke, energijo tisto, ki nam odteka in tako naprej, pa vse drugače ne more biti, kot da zažarimo. Angeli. Očitno so angeli tu. Poslani so mi, da me ljubijo, vodijo, ščitijo in mi pomagajo. Dejansko dovolite, da vas vodi vaša notranja intuicija. In ta intuicija je povezana z energijo angelov, z vašo dušo, se pravi s stvarstvom. In na ta način, ko boste poslušali ta svoj notranji glas, boste videli, da boste prišli točno tja, kamor morate priti. In naslednji korak.
tebi pripada sreča, zaslužiš si jo. Zaslužiš si ljubezen, zaslužiš si izobilje vsega dobrega. No in zdaj, če pogledamo sporočilo 47, tega bom pa prebrala, 47, narediš lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj, vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. No, to so karte prehoda v novo dobo. Ošatove karte pa so preobrazba, obstoj, doživljanje. Tale doživljanje je povezano še, opira se na drevo, ki je sicer odeto v rdeče listje, se pravi jesensko drevo, ki je na odmiranju, nenazadnje. In ta gospa ima iste barve plašč, se pravi nekako zlita z okolico, ampak od spodaj noter ima že bel plašč, se pravi že pronica ta njena nova energija na površje. In naslednja je prišla preobrazba, pot Feniksa, pot notranje preobrazbe. In tako kot sem vam v enem videu že govorila in tudi knjigo, ko imajo čakre žur, zaključujem s to zgodbo, sanjala sem, da je nad mano letel Feniks in je odvrgel peresa in cel breg tamle pod hišo je bil prekrit zlato, modro, škarlatnimi peresi in jaz sem jih nabirala v šopek. V glavnem, pot Feniksa pomeni pot notranje preobrazbe. Hkrati, je pa tukaj stari jaz, tukaj se trgajo verige, tukaj je meč, tukaj je kača, gad, tukaj je yin in yang, tukaj je lotus. Se pravi, je čista notranja preobrazba in ja, ta knjiga je res vodič po notranji preobrazbi. In naprej, to karto pa jaz povezujem z obstojem, s kvantnim poljem, se pravi, ko počistimo vse to, kar nas vleče nazaj, drugačne more biti, kot da se skreira nekaj novega. In nenazadnje, prišla je naslednji korak, sreča in kvantno polje. Se pravi, dve močni karti, ki vam sporočata, dajte se lotiti svoje podzavesti, počistite in boste videli, splača se. No, zdaj pa poglejmo, kje se slučajno odpre v tejle knjigi sporočilo, kaj je ta trenutek pomembno za vas. Spolna čakra. Da vidim. Ker poznam kar nekaj parov, ki ne morejo imeti otrok, posredujem članek, ki je bil objavljen v reviji Zarja. To je moja prijateljica Dobrila Pazlar, njena izkušnja, kako je sprejela in kako je bila postavljena pred dejstvo, da njeno naročje bo ostalo za večno prazno. In piko na i je postavila ena gospa, ki je rekla, da ženska ni ženska, ki nima otrok, ki ne rodi otrok. In odličen članek in moja prijateljica Dobrila ima svojo spletno stran, kjer pomaga parom, ki ne morejo imeti otrok, skozi ta čustveni del, ker nenazadnje sama je to prehodila in sama sprejela svoje poslanstvo, da je ona mama mnogim, da mnogim pomaga in njena spletna stran je Do It Patiently, se pravi, naredi potrpežljivo.com oziroma vtipkajte Dobrila Pazlar svetovanje in najdete njo. No, potem naprej, to je zdaj eno sporočilo pri spolni čakri. Še vedno pri spolni čakri, koromač, kje se nahaja ogromno E-vitamina. Zanimivo je, ker večji del knjige sem se zadržala pri korenski čakri, pri spolni čakri, do srčne čakre, dejansko predelovanje temeljev, na koga smo navezani, družinska karma, družinsko deblo in tako naprej. In tukaj noter pišem koromač in je odlična solata, recept iz koromača, ampak je res odlična solata, tako da mogoče zdajle, če planirate, kaj boste posejali na vrt, mogoče ena ideja, dajte letos vsejati koromač. Res je super, ker dejstvo je, da koromač se naredi v solati in je odličen, jaz ga dajem tudi v smutije. No, potem naprej, pesto iz čemaža.
Lih ti recepti, kako pripraviti pesto iz čemaža, kako narediti skutin namaz s čemažem. Tukaj so recepti iz čemaža in zdajle raste čemaž. Potem naprej imate tukaj čemaževa tinktura in čemažev napitek z jabolčnim kisom. Sploh ta recept je posredovala gospa Jožica Okrogelnik in je originalni recept zeliščarice iz Nemčije Lenke Brudar. V glavnem ta gospa govori slovensko, se niti ne vem, živi v Nemčiji. In v glavnem, kako pripraviš te zadeve, domače zvarke za zdravje. Potem, če pogledamo naprej, tukaj imamo potem recept skutin namaz z regratom, kar regrat je zdaj aktualen, in zeliščna podpora prebavilom. Poglejte, takole, no, da vam zdaj še pokažem, oblikovno je ta knjiga čista pesmica. Tako sem navdušena nad njo, ker to je pa moja hčerka Pija oblikovala, no to sliko sem jaz naslikala, ampak je tako lepa. Ona je rekla, če bom kdaj stara, jaz bi želela biti takale, kot sta te dva. Navihana, razigrana, še vedno živa. Lejte, tudi slike, no in to je druga slika, ki je rekla, no in taka bi želela biti. Lej, koliko sta luštkana, kako se imata še vedno rada. In gre se za to, da če mi pri sebi počistimo temne plati, ne moreš privlačiti rabljev, ki te vlečejo navzdol. Poglejte, kako je nastala, tukaj je pesem, Preporod. To mislim, da sem vam že brala. Ta pesem se mi je naložila, ko sem hodila okrog Starega vrha. V bistvu sem prvič šla do vrha hriba Stari vrh in zanimivo, da moja družina izvira od tam, izpod Starega vrha. In pesem gre na ta način. Za vas, drage moje prednice, za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, ki ste tiho ječale v dolgih nočeh. Za vas, drage moje prednice, ki ste svojo bolečino skrile pred obrazi vseh in si zjutraj nadele trpek nasmeh, za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, ki ste stisnjenih ustnic hodile svoj marš, ker je nekoč veljalo, da veljaš toliko, kolikor imaš. Za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, za vas, ki ste obupno molile za pomoč, za vas, drage moje prednice, za vas sprejemam svojo sveto spolno moč. Moje celice nosijo vtis vaših oblin, nosijo pa tudi zapis vaših bolečin. Za vas in zaradi sebe, če ne bi bilo vas, ne bi bilo mene. Za vas in zase se osvobajam vse teže, ki že toliko rodov duše reže. Za vas in zase se osvobajam vsega trpljenja, žive so, ki sem ga podedovala po družinskem deblu življenja. Za vas, drage moje prednice, za vas in zase hodim po teh tihih poteh. Po teh tihih poteh hodim tudi za moje otroke in za otroke mojih otrok in njihove otroke. Za vas, drage moje prednice, za vas in za vas rod delam notranji preporod. In dobesedno, ja, to je res nadgradnja. Zdaj, ko ste počistili čustvene motivce, začnite krepiti svoje hormone. In kaj lahko naredite, da spodbudite estrogen, da spodbudite progesteron, da spodbudite vse tisto, kar vas zadržuje, potem hrana za hormonsko ravnovesje spolne čakre. In tukaj je ključen cink. O cinku imate ogromno napisan, ampak prav cink je tisti mineral, ki vam bo pomagal, da boste spodbuja razstrupljanje telesa, spodbuja celjenje ran, spodbuja psihično čilost, vpliva na izločanje inzulina, vpliva na pravilno tvorjenje DNK, se pravi spet za plodnost, spodbuja plodnost tako pri ženskah kot pri moških, spodbuja celjenje sluznice in pripomore k hitrejšemu okrevanju pri prehladih. Vpliva na stabilnost vitamina E v krvi, ki je glavni antioksidant in preprečuje lepljenje rdečih
krvničk, nas te ne ožilja. Hkrati, E-vitamin je pa vitamin mladosti. E-vitamin je vitamin, ki nam pomaga, da imamo lepo kožo, da imamo prekrvavljene kapilare, da se pomladimo, da imamo hormonsko ravnovesje. In v osnovi je tisti faktor, ki drži v krvi E-vitamin, prav cink. In potem seveda, kje dobite cink s hrano. Potem naprej, preko popkovne čakre smo povezani z našo mamo. Ti si kriva, ti si mi dolžna, ti si odgovorna za moje trpljenje. Žal mi je, da sem te rodila in tako naprej. Vse to so lahko besede mame, ki ne zmore imeti rada. In kaj narediti v takem primeru? Lejte, prejšnji dan sem s ta malo hčerko sva gledali film o Freddiju Mercuryju, se pravi, ne vem, kako je naslov, v glavnem. In njegova družina ni sprejela tega, da je pod prvo, da ne hodi v službo, da je pevec, in drugo, njegove spolne usmeritve. In njegov oče bi rajši videl, da bi bil mrtev, kot pa da bi sploh obstajal. In dejstvo je, da takrat, ko starši ne podpirajo, ne sprejmejo otroka takega, kot je, ne pomagajo otroku. In seveda potem ni čudno, da se pojavijo razne bolezni ali pa da smo dovzetni bolj za določene bolezni, zato ker prav te programi, ki jih dobimo od staršev, rušijo delovanje prve in druge čakre, in prav prva in druga čakra sta povezane z našim fizičnim preživetjem. Se pravi, kdor ima okuženo prvo čakro, in tukaj imamo kar precej o korenski čakri napisanega, se mu nenadzorovano množijo celice, tudi rakave. In se pravi, ima ključna temeljna prepričanja za počistiti, kar se tiče korenske čakre. Potrebo imam po samosabotaži, potrebo imam po zavrženosti. Vsi moški oziroma ženske me izkoristijo. Za ljubezen moram prodati dušo. Takšna kot sem grda, spolnost je umazana in tako naprej. No, potem pa, če gremo naprej, tukaj kar precej pišem o kandidi, pa o zakisanem telesu, pišem o tem, kako se iz tega ven spraviti, ker nenazadnje pred leti sem imela sama hudo kandidiazo in sem dejansko stanje mojega telesa uredila. No, po drugi strani pa, vedno nas vsaka bolezen nekaj uči in to, kar nas uči, je vedno vse povezano z ljubeznijo do sebe. Da dejansko sebe postavimo na prvo mesto, ker mnogi se ne ustavijo, dokler ne dobijo diagnoze. Pač rabijo diagnozo, da se sploh resetirajo, da reče, ki pa sem umrl bom, in potem začnejo delati naprej korake. Seveda noter pol to dopisujem v zdravilno molitev dekodiranja za prav te ključne zadeve, pa spet imamo tukaj razne recepte, ki vam bojo pomagali pri tem, da boste lažje živeli. Tukaj noter je tudi recept za beljakovinski ajdov kruh. Mogoče ga bom najdla, pojma nimam, na kateri strani je, ker najdla sem ga po moje. Najdla. Beljakovinski kruh iz ajde in jogurta je tukaj na strani 276, potem ajdova kaša s praženo zelenjavo, bananin kruh iz ajdove moke. Glejte, tukaj je recept, pa je tukaj recept tepanda iz črnih oliv, to je pa v bistvu namazana ajdov kruh. Tako božansko pride. Potem naprej srčna čakra, sicer je res, da od srčne čakre imam potem vedno manj receptov in vedno več tega duhovnega, kar imamo za predelati. Kako s hrani in zelišči okrepimo moč srčne čakre. No in tukaj, glejte, je hrana, ki podpre delovanje srčne čakre in hrana, ki čisti delovanje organov, ki so povezani s srčno čakro. No in zdaj, če grem nazaj, molitev svetega Frančiška Asiškega. Gospod, naredi me za orodje svojega miru. Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. Kjer je nesloga, naj prinašam edinost. Kjer je dvom, naj prinašam vero. Kjer je zmota, naj prinašam resnico. Kjer je obup, naj prinašam upanje. Kjer je žalost, naj prinašam veselje. Kjer je tema, naj prinašam luč. Učitelj, naj se ne trudim, da bi me drugi tolažili, temveč naj sam tolažim
da bi me drugi razumeli, temveč naj sam razumem, da bi me drugi ljubili, temveč naj sam ljubim. Kajti, ko dajemo, prejemamo, ko odpuščamo, nam je odpuščeno in ko umremo, vstanemo v večno življenje. Amen. To verjetno poznate. Potem tukaj naprej, kar duši mene, duši tudi mojo dušo. In tukaj potem izražanje. In lejte, rdeča nit so pa take afirmacije, ki jih spremljajo Marjetke in metuljčki. In to je rdeča nit čez celo knjigo. Toliko je lepa, ampak je res lepa, res sem navdušena. Toliko dobre oblikovalke še nisem imela, res ne. Lejte, tukaj je pri solarnem pleksusu, pa je potem pri vseh čakrah so tako noter te afirmacije, da dejansko vedno znova lahko na hitro odpremo, preberemo neko afirmacijo, ki nas napolni z novo energijo. Zato, ker se imam rada in se cenim, izbiram samo tiste odnose, pijače in ljudi, ki podpirajo mojo dušo in moje telo. Vidite, Marjetke pa metuljčki. To je nekako rdeča nit skozi celo knjigo. Knjiga je prepletena z recepti za dušo in za telo. No in zdaj, če gremo od grlene čakre naprej, tukaj so zelišča, ki podprejo delovanje organov, ki jih napaja energija grlene čakre. Potem pa gremo naprej, čakra tretjega očesa, ki je pa točno tukaj. In v glavnem, kaj imamo za narediti? Tukaj sem dala Horusovo oko, ker dejansko v Egiptu so točno narisali, kako izgledajo možgani. In prav epifiza je ključna, pa hipofiza, ki aktivirata naše božanske tudi sposobnosti. Psihosomatske bolezni, no in prav na te bolezni gremo z olivami. Olive so čudežne za naše možgane. In potem imamo pa naprej 8. energijsko središče, kronska čakra. No in potem tukaj noter pa nimamo nič več receptov, ampak imamo samo zavestno ustvarjanje. Zavestno ustvarjanje je povezano tudi tem, da lahko ustvarimo novo življenje. Lejte, tu sem na Facebooku tudi delila tole slikco, tako čarobno, lepa je. In potem 9. energijsko središče, zlati plamen. Jaz sem polje veličastnih možnosti. Pri vsaki na začetku je afirmacija, jaz sem polje veličastnih možnosti. Pripravljena sem napredovati. Dovoljujem, da se moja duša izraža skozi moje delovanje. Veliki duh, pokaži mi, kje je v meni neskladje. Stvarnik, pokaži mi, česa še ne zmorem slišati ali videti. Kreator, pripravljena sem rasti in se spreminjati. Pripravljena sem napredovati. Vodi me. Tako, lejte, v zlatem krogu noter. In potem zaključek. Zaključek je pa pol, ne vem, če sem vam že to sliko pokazala, vrtinec vseh barv in tukaj pa govorim o teh 9 osebnostih. Za vse tiste, ki si majčkeno težje predstavljajo, da so čakre v osnovi povezane z vsem, kar imamo. In to je nekako vodič za tiste, ki bi radi izvedeli več o čakrah. Za vse tiste, ki veste že veliko o čakrah, pa imate tukaj na enem mestu napisan dejansko veliko o čakrah. Nam rekla vse, ker vse je nemogoče spraviti na 424 strani. In zaključujem to knjigo s tem. V vsakem od nas živi Bog, boginja. V sebi imamo vso moč ustvarjanja. Vsi mi smo veličastni in graciozni. Vsi mi smo sveti in neskončni. Vsi mi smo svobodni in večni. Čas je za delovanje. Ne vas na vaši poti notranjega preporoda, na vaši osebni poti Feniksa, spremlja Božji blagoslov. Minka. No, tako. To je v bistvu zadnje moja stvaritev, ko imajo čakre žur. Zdaj tako, nekaj jih je danes že šlo naprej. Načeloma računam, da večji del jih bomo jutri poslali. Vam pa lahko se zahvalim, ker veste koliko, čez 700 prednaročil je bilo sprejetih, tako da dobite zdaj knjige in sem toliko hvaležna. Tudi te založniki pravijo, da so to fenomeni, ampak
Ja, nekaj se dogaja, nekaj delamo v sebi. Na spletni strani bom dala tudi neke dodatne popuste, če boste naročili komplet vseh 4 knjig. Tako da v glavnem, kdor se bo odločil za komplet, bo seveda dobil s popustom. Tako da, lejte, najprej pred 5 oziroma 6 leti je nastala, ko imajo čakre žur. Čakre, ko imajo hormoni žur. Hormoni, naši hormonski centri. In to je v bistvu prva knjiga, ko sem začela vlagati energijo tja, kjer je moja strast. Potem, ko ima življenje žur. Knjiga, ki govori o psihični stabilnosti. Potem naslednja, glejte, vam še to moram povedati. Ena gospa mi je v soboto govorila, izgorela je in je rekla, da jo je parkrat predelala, predihala in da ji je pomagala pri odkrivanju njenih podzavestnih programov. No, potem naprej, ko imajo duše žur. Ta je že nadgradna, no in v osnovi te 2 knjigi jaz štejem kot dvojčici. Ti 2 sta dvojčici. In dejansko začela je nastajati najprej, ko imajo čakre žur, nastala je vmes še, ko imajo duše žur, in ti 2 knjigi sta nekako nadgradna, ker je, ja, to je tudi moje čiščenje in moja nadgradnja. Tako da, če čutite, da bi jih imeli, če jih še nimate, mogoče, če mi napišete, da bi imeli komplet, vam bom dala pač s popustom. Ne pozab, na spletni strani srečnoživljenje.si imate kodo zdravje, to je popust to je koda za 10% popust. Tako da, lejte, današnji video, res sem vesela za tole stvaritev. Ja, trajal je, priznam, ampak sem zadovoljna in res sem, hvaležna. Še eno karto potegnem, se vem. Še eno karto, da vidim, kaj je tisto stvarnik, kar je prav, da vem jaz, da vejo vsi, ki so uspeli do konca gledati tale video, kaj je tisto sporočilo, ki ga nosiš preko knjige. Bogastvo. Wow! Bogastvo slapcavica je prišla karta. Bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Wow! Očitno tudi k vam. Ko boste počistili vse kode pomanjkanja, bomo vsi deležni bogastva. In to je očitno ključno sporočilo. Delajte na sebi, počistite vse in boste videli, stvarstvo vam želi dati, ampak če nimate posode, kamor vam bi nasipali, ne morete sprejeti. Zato počistite, da boste lahko sprejemali. Naj se zgodi bogastvo vsega dobrega v vašem življenju. Uživajte in drugače ne morem reči kot to, da vas pri vsem, kar delate, podpirajo vaši vodniki in boste videli, ste na pravi poti. Sigurno. Uživajte.